Evo, tako kot smo že obljubili, zelo zanimive goste imamo danes z nami in sicer dva. Prvo bo pevka in sicer z nami je Veronika Steiner, ki prihaja iz Mozirja. Lepo pozdravljena. Bravo. Veronika ali Parvani Violet. Kaj ti bolj sede, kaj ti bolj odgovarja? Oboje, mislim, všeč mi je pa, mislim, tako, zmeraj mi je zabavno, če me nekdo pokliče Parvani, pa sem od nekih mojih bližnjih, Parvani, si, ja. Ok, zaupajmo, odkot, mislim, Veronika, Parvani, to je čist nekaj druga. Mislim, Parvani pomeni polna luna, Violet mi je pa všeč tako že kot barva, kot cvetlica. Tako da sem to dvoje skombinirala, mi je oboje zelo všeč. Vijolična luna. Ok, tudi lase si rada barvastno opazil, ne? Ja, sicer tole je, mislim, replika, no, ampak ja, mi je zabavno zelo, ja. Prihajaš iz Mozirja. Zdaj, ker pa že si pač prvič gost v našem studiu, bi te pa prosil malce se predstavi, se pravi, kdaj se je pri tebi glasbena kariera tako začela v bistvu, pa zakaj ljubezen do glasbe, čisto tako neke kratki stavki. Ja, mislim, že odkar se spomnim, zelo rada nastopam. Kadarkoli, ko smo imeli obiske doma, sem zmeraj bila, jaz pojem, jaz nastopam. Mami sicer pravi, da kot otrok sploh nisem imela posluha in da zmeraj, ko sem želela nastopati, so bili vsi tako, ne. Ampak potem smo pa dobili klavir in sem jaz pač pritiskala tiste tipke in sem se naučila posluha. Tako je nekako bilo. Potem pa, ja, mislim, upisala sem se v glasbeno šolo, igrala sem violino zelo dolgo, klavir, naučila sem se kitaro sama, tudi zdaj malo buzuki igram, pa tako. Pojem pa že od nekdaj zelo rada. A se spomniš svojega prvega nastopa, kje je bil? Se spomnim, ja, bil je v osnovni šoli, v prvem razredu. Vsak je igral nek inštrument, jaz mislim, da sem igrala na tiste Orfova glasbila. Spomnim se pa tudi, da prav tistega videa, ko me je mami toliko lepo uštimala, imela sem tak cute vijoličen kostimček, tudi lasek je tak, že od nekdaj sem se, ja, tako fajn počutila. Kaj pa recimo tvoj nastop prvi kot Parvani? Mislim, verjetno takrat, da me je res širša publika spoznala, je bilo na Talentih. To je bilo 2018. In tam si prišla do konca potem, ne? Ja, prišla sem do finala, to je bilo kar orang. Si bila kaj razočarana, ko ni bilo pol? Ne. Ne. Jaz sem se prijavila na Talenta takrat že drugič, ker prvič nisem prišla naprej. Zanimivo, ne, kak je pol? Ja. Pač prišla sem do audicij, pa sem dobila 3-krat ne. Pa sem potem, ja, še čez 2 leti še enkrat šla. Mislim, cilj mi je bil sam priti čez audicije. Sam pač, da mi sodniki rečejo ja in to je to, pa grem domov. Ampak ja, sem prišla pol do finala in je bilo zelo fajn. Vztrajno se v bistvu splača, ne? Ja, sigurno. Ok, zdaj pred nadaljujemo, naj še enkrat omenim za vse tiste, ki nas danes gledate. Prvi, ki nas bo poklical, teli simpatični lončki, Emo Shop jih podarja, mi bomo pa kar nazdravila, da probamo te lončki, če so v redu. Evo, King in Queen. Sicer voda, ampak tudi voda je zdrava, ne? Ja. Kako je všeč ta lonček? Super, ja, všeč mi je, da ima tole zaobljeno. Ker eni imajo tako čudno obliko, pa pač je težko piti. This one is nice, I like it. Teda prvi srečnež ali pa srečnica, ki nas bo danes poklicala, ta lonček dobi. Zdaj, predni gremo mi na glasbeni kviz. Še pa eno vprašanje, potem si nastopala tudi na Emi Fresh, tam si zmagala, pa potem še na Emi, tam tudi skoraj zmagala, ne? Na kjer nastop si najbolj ponosna od vseh teh, recimo? Kjer ga smatraš kot... Všeč mi je bil predvsem tako, je bil v polfinalu na Talentih. Takrat tam mi je bil zelo všeč. Všeč mi je bil pa seveda itak to na Emi Fresh, na Emi, čisto je nek drugačen občutek, ko nastopaš v nekem takem spektru s pesmijo, ki si jo sam napisal. Na Talentih sem, I was covering other people's songs, ampak tukaj sem pa
napisala nekaj sama, oziroma takrat še z bendom, smo skupaj napisali to pesem in je čist drugače potem doživeti to vso produkcijo za nekaj, kar si ti ustvaril. Si pričakovala zmago, recimo na Amy Fresh? Na Amy Fresh, ja. Si? Ja. Aha. To je odkrito, ne? Ko vsak reče ja. Sem, ja. Aha. Vedela sem, da smo dobri. Vedela sem, da je to pač. In potem seveda z dobro voljo na Emo potem, ne? Tam pa ni šlo do konca, ne? Tam ni šlo do konca, smo bili tretji, tako da smo glih. Ampak vseeno v prvem poskusu, ne? Ja, zelo fajn. Mislim, za novince, za novinko, kakorkoli, sem na koncu pol, ko potegneš črt, to je tako, si zadovoljna. Letos tudi Ema? Upamo, ja. Ja. Komad si poslala? Čakaš? Ne še. A ne še? Aha, je še čas, verjetno, ne? Ja. Ok, upam, da ti uspe in da se vidimo spet na Emi, ker tisti, ki pred našo dajo velikrat ali zmaga ali pa so v vrhu, ne? To moraš vedeti, ne? Zdaj, ker glasbeni kviz si izbrala Oto Pestnerja, ne? Ok. Prvo vprašanje, ki ga dobiš, je čisto enostavno. Koliko je v bistvu Oto star? Ni mlad, ne? 74. 74, iz prve. Ja. Ok, malo preveč si mu dala, ne? Ok. 65, 67 ali 70? Uj, ok, 70. Ne. What? 65. Ni še toliko, ne? Sorry. Mogoče zgleda, ne? Sam še ni, ne? Malo sem ga postarala. Oto je tudi velikrat na teh festivalih bil, a ne? In je zmagal na Slovenski popevki s pesmijo 30 let. Katerega leta je to bilo? Slovenska popevka, 30 let. Zdaj malo se lahko tole, če bi izračunala, bi prišla do letnice, ne? Koliko je on star, pa slovenska popevka, 30 let pesem. Aha, ok, se pravi, ok, bom vzela ta namig, da je bilo za njegovih 30 let. Ok, recimo, gremo s tem, če je star 65 let. Ok, samo malo, to je kapol 15, to je 76, ne, 66. Mislim, da je 66, mora biti 66. Zdaj, če je to tak, ne, to je bil sam v pomoč, ne? Ok, pa plus 30, 96. Se pravi, kaj? Kjera letnica bila? 1996? 96 na popevki. Matematiko sem imela v 3, tako da samo... Dobro, to je ocena dobro, ne, tako da to je dobro. Ok, samo malo. Ok. Ja, pač po teh izračunih mora biti 96. 96, ok, žal ni 96, ne. Je malo kasneje in sicer 1971, 75 ali 78. Se pravi, misliš prej? Ja, mislim, prej je bilo, ja. A ja, čakaj, 76. A je to možnost? Ja. Je. A bi to zbrala? Ja, pol je to, zato ker sem narobe izračunala. Ker se, ne, ni. Ne, ni. 71. Blizu si bila, zelo blizu, ne. Prvo si rekla 66, potem si na 96, ti se res ni šlo. Ok, na Emi je tudi bil, ne. Na Emi je tudi bil in sicer je osvojil z pesmijo Oda ljubezni z Ireno Vrčkovnik. Super, drugo mesto je bilo, ne. Ja. Spet me letnica zanima. 2005. 2005, ne. 90, 95 ali 98. Kako so lahko tako stare? Rekla bom 98. Ok, bomo hitro zaključila. 95. Žal ni. Imamo pa že klic iz režije, mi sporočajo, da imamo nekoga na liniji. Ja, lep pozdrav. Halo? Ja, halo, se slišimo? Nič ne slišimo. Se slišimo? Halo? Ja, nažalost se ne sliši nič. Se slišimo? Istok? Ne sliši se nič. Halo? Ti slišiš kaj? Ne. Ne. Halo? Aha, zdaj se pa slišimo, ja? Zdravo, kdo nas gleda? Zdravo, Jure pri telefonu.
Aha, zdravo Jure, imaš kakšno vprašanje za našo gostjo? Ja, eno hitro vprašanje bi pa imel. Aha, izvoli. Kater nastop si bo vaša gostja v karieri najbolj zapomnila? Ok, super, dobil boš odgovor. Lonček, King ali Queen? King, prosim. Ok, super, sporoči podatke v režiji, hvala za klic, uživaj v oddaji še naprej. Adijo. Evo, to bila si direktno vprašanje, ja? Zelo dobro vprašanje. Ja. Bilo jih je kar dosti, ne? Ja, Težka izbira. zelo težka, ampak bom kar rekla Ema. Ema. Ema Fresh ali Ema? Kar Ema. Ema, ne? Ja, Pa zelo udaren, ne? Tako je tudi odskočno, Ja. ne? Ok, tako da upam, da je bil Jure zadovoljen z odgovorom. Evo, Lonček je pobral, ne? Ja. Nažalost samo eno oddaji, tako da imamo še pa bon za striženje in pa pico. Tisti, ki nam bo kaj pisal ali pa kaj poklical, ne, še vedno so 2 nagrade na voljo. Ja, zdaj danes bomo pa primerno pogledala spot in sicer, ko te vidim, Ja. v juniju si ga izdala, to je v bistvu tvoj prvi video spota, ne? Ja. Ima že 6000 ogledov. Mogoče boš kaj sama kaj o njem povedala. Danes ga bomo tudi videli. Ja, mislim, to je bil moj, ja, tako si rekel, moj prvi video spot. Zelo ga je bilo zabavno, mislim, tudi konceptualizirati. Imela sem veliko časa sicer, ker smo bili v karanteni takrat. Aha, takrat si ga delala. Tako da sem ga res do potankosti sem ga izpilila in celo idejo razvila in je bilo tudi zelo, res čist nek nor občutek, ko dobiš še vizual od tega, kar si je najprej glasbo pisal. Tako da je bilo zelo zabavno, zelo izpolnjujoče. Kaj si nam hotela s tem spotom predstaviti? Mislim, ko te vidim, govori više manje o tistem občutku, ko ga dobimo, ko ravnamo pogumno, ko znamo pogledati ljubezni in tudi svojim strahovom naravnost v oči. Tako da je zelo veliko take simbolike, zelo veliko simbolike oči, videnja in v retoričnem pomenu in direktnem. Pa tudi, mislim, tako všeč mi je mistika, všeč mi je zaviti to v neko zgodbo, ki gre skozi različne dimenzije. Tako da moraš malo razmišljati zraven, ko gledaš, zato mi je fajn. Kakšne težave na snemanju si bila? Te je recimo, ne vem, bilo zanimivo prvi spot, nekaj posebnega? Ja, not je prizor, ko smo snemali na konju, oziroma jaz sem jezdila konja. Ja. Pa ne prvič, ne? Ne prvič, ampak nisem pa navajena, mislim, nekateri imajo to kot hobi, in jezdijo konje, meni se to zmeraj zdelo blazno kul, ampak pa sem bila tako, ja, to bo pač res, predvsem, ker gre za simboliko ene tarot karte, Knight of Cups, oziroma vitez, dama kelihov, in je upodobljena na konju. In sem bila tako, I want that. In ta konček, mislim, prvo, ko sem prišla tja, pa sem ga spoznala, zelo fajna kobilica, taka prijazna, ampak 2-krat višja od mene. Tako da sem bila tako. Ko gor prijet, ne? Ja, se so me dvignali gor. Pol pa tako ni bila nekako zelo razpoložena, zelo je hotela jesti travo, tako da pa je kar tako malo šla, pa sem jo mogla nazaj. V glavnem, to je bilo tako malo, ne. Z živalmi je zmeraj malo nepredvidljivo, ja. Delati, ampak je bila zelo fajna. No. Tako da smo dobili par res lepih posnetkov. Ja. Kje ste to posneli? Snemali smo pa na parih lokacijah. Tiste scene, ko so z napovedovalko prihodnosti, tiste so snemane v gledališču, v Mozirju. Potem tisto, kar je viktorijanski mož, je snemano pri oziroma na gradu Vrbovec v Nazarju. Potem večina ostalih stvari je pa snemana v Piranu,
ti prizori s končkom pa tu v okolici Ljubljane. To je konjeniški klub Gibanje, tam smo snimali. Razvejan videospot bi lahko rekla, ne? Ja, res je. Pa da je bilo kar par dni snemanja, ne? Ja, sta bila kar 2 dneva, od jutra do večera, tako da. Ta da je naporna zadeva, ne? Nastop je veliko bolj sproščen, ne? Po mojem, kosa se kar kosa. Ni glih naporno, ne bom rekla, je pa zelo veliko organizacije. Zelo veliko organizacije. Vse pri nastopu tudi, ampak tu seveda dlje časa traja, posebej, ko si sama. Jaz sem sama vse delala in make-up, in styling, in pripomočke in vse, in skrbeti za to in biti natempiran je kar, tisti je kar, ampak sem zelo zadovoljna s tem, kak je izpadlo. Odzivi po samem spotu, ko je prišel ven, verjetno dobri, ne? Ja. Vse mi je bilo všeč zato, ker je tak poseben, ker je res poseben in mi je bilo zelo všeč, da so ljudje prepoznali to in da so cenili to, ker ni tak komercialni spot, no. Se pravi, ni za diskač, ne? Ja. Moraš malo razmišljati zraven, slediti zgodbi pa povezati. Si kdaj slišala recimo v avto, ko si se vozila? Sem. To je res si ga še enkrat zapela, ne? Ja, res čist poseben občutek. Zelo je bilo tako super, ko sem se recimo sprehajala po Piranu poleti, pa sem iz ene trgovinice slišala, ko sem jih tu snemala v Piranu in pol slišati tam še pa ne po radiju. Motivacija, ne? Ja. Super. Zdaj me pa zanima za naprej. Še bomo letos ali pa naslednjem letu še videli kak videospot? Upamo, da letos, plani so, da letos, če ne pa zelo zgodaj naslednje leto. Ampak držimo se tega, da bo letos, manifestiramo to, da bo za letos. Kakšno že lahko izdamo ali je še vse v povojih? Je malo bolj popič pesem, malo bolj razigrana, bom rekla. Je pa slovenska. Super. Še kakšen nastop letos, da te bomo lahko videli, ali je to še vse v fazi dogovarjanja? To se bolj kot ne sproti dogovarja, više manje. Nimam zdaj trenutno nobenega datuma, da ti lahko zdaj izstrelim, se pa dogovarja. Lahko pa spremljate pač na Facebooku ali pa Instagramu. Na Facebook se objaviš, ne? Ja, oboje je Parvani Violet, tako da karkoli se lahko tam. Ja, super. Upam, da smo povedali tisto, kar je gledalce zanimalo. Res bi se ti zahvalil, da si prišel na studio. Najlepša hvala za povabilo. Za konec pa še moč besedica za naše gledalce ali gledalke, pa se gremo spot kar pogled. Izvoli. Najlepša hvala, ker ste spremljali tale intervju in upam, da vam bo spot oziroma moja prva avtorska glasba, moj prvi tak samostojni projekt všeč. Lepo vodite.